Seveda je dokaj nenavadno, da se samo s tem razlogom sklicuje skupščina, vendar pa sem izpostavil, da v združenju vidimo ta moment tudi kot razlog, da ne bodo nadzorniki in delovanje nadzornega sveta nikakor več odvisni od navodil, ki prihajajo strani predstavnikov Republike Slovenije, torej države, bodisi Ministrstva za finance ali pa tudi Banke Slovenije. V preteklosti in s tem v zvezi ima banka odprtih precej postopkov. Nenazadnje smo jih tudi sami kar nekaj sprožili neposredno proti banki v imenu razlaščenih vlagateljev. Je na drugi strani dejstvo, da je tudi sama Nova Ljubljanska banka bila imetnica in pomemben lastnik v različnih naložbah, med drugim tudi v Banki Celje. Na to sem opozoril na tokratni skupščini, da nikakršen postopek ni bil sprožen za zaščito interesov banke in njenih vlagateljev iz naslova kar 42 milijonov evrov v Banki Celje, ki jih je pred izbrisom imela Nova Ljubljanska banka. Pričakujemo, da se bo po uveljavitvi zakona, ki je ravno zdaj pred sprejemom v Državnem zboru, tudi Nova Ljubljanska banka in njeno vodstvo, torej organi uprave in nadzora, odločili za podajo zahtevka in sprožitev postopkov za zaščito interesov same družbe, torej NLB-ja in njenih vlagateljev. Ukolikor imajo organi tako uprave kot člani nadzornega sveta takšna nadomestila, ki, kot sem izpostavil na skupščini, pravzaprav v primeru predsednika nadzornega sveta dosegajo dvokratnik plače predsednika vlade, v tem primeru upravičeno toliko bolj pričakujemo, da bodo ravnali avtonomno, zgolj interesu banke in njenih vlagateljev in neskladno z interesi, kot ocenjujemo marsikdaj doslej, Banke Slovenije ali Republike Slovenije oziroma izvršne oblasti vsakokratne. No, ampak ravno to, kar ste izpostavili, ne, zdaj po eni strani se pač dvigajo sejnine, tudi plače pred tem, po drugi strani pa to isto vodstvo, ta isti nadzor, ni poskrbel za rezervacije, torej za razne zahtevke, torej za tožbe. Nobenih rezervacij ni glede izbrisa. In kako gledate na to? No, rezervacije sicer so, ampak nikakor ne dosegajo tistega obsega iz naslova razlastitev tako imetnikov podrejenih obveznic, kakor tudi delnic banke. Glede na dogodke, tudi skozi zakonodajni postopek in ostale, ki smo jih sprožili tudi v združenju v tem času, bi brez nadaljnjega pričakovali, da bi te rezervacije bile v okviru 10-kratnika zdaj obstoječih. Skratka, ne na ravni približno 30 milijonov, pač pa vsaj 10-kratnega tega, ukolikor bi se predvidelo morebitne poravnave, za katere smo več kot upravičeno prepričani in z vsemi argumenti doslej, ki so se tudi v javnosti pokazali kot realni, da bo preko slej prišlo do poplačila povrnitve vseh oškodovanih, predvsem iz naslova podrejenega dolga, torej obveznic, preko slej pa verjetno tudi delnic. Nedopustno je namreč, da banka posluje z dobički, jasno, da smo s tem zadovoljni, a vendarle tisti, ki so imeli izkazan dolg do banke in so bili razlaščeni, torej dvakrat prizadeti, prvič kot davkoplačevalci in drugič kot vlagatelji v banko, ostanejo brez vsega, ob nadaljevanem poslovanju, ob delitvah dobička novih lastnikov je nedopustno in vsekakor pričakujemo, da se bo to v najkrajšem času, predolgo se že vleče, uredilo, hkrati pa bi banka po našem prepričanju bila dolžna temu primerno vzpostaviti ustrezne rezervacije, torej v višini vsaj 10-kratnika obstoječih rezervacij. Namreč s tem povezan je sam rezultat banke in iz naslova rezultata se seveda lahko tudi upravičuje in utemeljuje nagrade oziroma nadomestila članom upravljanja in članom organov nadzora. No, saj to je bilo ravno moje vprašanje, dvig plač na eni strani in na drugi strani premajhne rezervacije za te iste delničarje, ki pravzaprav so bili pred kratkim razlaščeni. Ja, takšno stanje, in na to opozarjamo, seveda se nam zdi neprimerno, nedopustno, namreč tudi nadomestila bi morala odražati realno stanje in glede na to, da je bilo tudi na prejšnji skupščini, kjer je bilo več vsebinskih točk, na ta moment upozorjeno, torej vprašanje rezervacij, ne nazadnje postopke, ki so zoper samo Novo
Ljubljansko banko, ne zgolj v kontekstu Banke Slovenije in izrednih ukrepov v zvezi z sanacijo bančnega sistema sproženi in v teku, bi bilo seveda primerno prav, da so te rezervacije višje, po naši oceni v višini 10-kratnika obstoječih, torej tam blizu 320 do 350 milijonov evrov. Prepričani smo, da če ne prej, pa pač slej pride do tega, da bodo tudi tisti, ki so bili prizadeti in razlaščeni kot vlagatelji, prišli do povrnitve, kot kažejo že nekatere pravnomočne sodbe, celo z vsemi zamudnimi obrestmi. In v tem primeru seveda bi bile te potrebne rezervacije še neprimerno višje.